Prav pozdravljeni vsi v imeni Jezusa Kristusa, našega odrešenika, toga, ker je omogočil pot do večnega odrešenja. Ne samo za mene, ampak za vsakšega človeka na tom svetu. Čudovito je ponovno biti v domu Božjem. Prejšnji teden smo imeli obiske, kot je že bilo omenjeno, brata Valdemarja s soprogo Heidi in stalno znova njihove fest na blagoslov vsaj meni. In vrvem, kateri se jim bom poslišati. In v nedeljo sta skrsem vodi dve mladi osebi priznala in pokazala vsem nom, kaj je Bog na prvo mesto v njunih življenjih. Čudovite stvari se dogajajo tudi v našem domu. Ne samo to, ko se dogaja okoli po sveti v Jezušovem imenu, ampak tudi v našem domu se dogajajo stvari. Prej, ko se podamo naprej v Božjo besedo, vas vabim vse štoleko, ko vstanemo gor in predamo v molitve tej čas v Božje roke. Gospod Bog, hvala ti ponovno za to, ko smo leko v tvojem Božjem domu. Gospod Bog, hvala ti, ko te leko iščemo, ko te leko slavimo in častimo, Gospod Bog, ko se leko ti to prvo zatočišče, Gospod Bog, ker me se zatekamo ta prvo pomoč, ker leko iščemo in Gospod Bog, tudi gnes, blagoslovi Božjo besedo in Gospod Bog, učinu ti v srca naša, učinu ti naše misli in da bi leko bili pripravljeni sprejeti to, zadržati v srce in tudi potom živeti, ko nam ti poveš, Gospod Bog. Resnično hvala ti za vse, ko nam ti daješ. Amen. Amen. Izvolite vse s tem. Hvala, Gospodi, za vsakšega, ko se je že odločil slediti Bogu in pa tudi vsi ostali, ko še razmišljate o tom, ko bi se dali krstiti, vas spodbujam, ko prisluhnete Božjimi klici. To mi, ker vas usmerja k njemi in se odločite napraviti te čudoviti korak. Valdemar je v soboto na najstniškem mladinskem času na navadi govoril, kako moramo mi vsi biti pripravljeni v vsakšni situaciji iti naprej in vztrajati v Božji resnici. Povedano je, ko smo kristjani leko kot en semafor, na katerem sveti ena izmed treh luči, ker je po svet, ki so toliko svetijo na semafore. Zgoraj je rdeča, žuta in pa zelena. To je standardni semafor. In če na sveti rdeča pomeni za nas kot kristjane, ka stojimo, ka smo nepripravljeni iti naprej v veri v Boga in skrivamo resnico v sebi. Če na sveti žuta, potem želimo povedati ljudem, Gospode, ampak da pride do toga, ko moramo podeliti besedo, mogoče včasih zatajimo in ne delimo v priložnosti Božjega sporočila, ali smo pa najpravi vzgled. Če pa nam sveti zelena luč, zeleni posvet, te pa sva ti in jaz pripravljena biti vzgled za druge v vsakšni situaciji in vsakšnem okoliši. Ne najdva strah biti vzgled že v samem delu, že v samem obnašanju pred drugimi in pa deliti te čudovite doživetja, ker jih je Bog napravil v mojem, ker jih je napravil v tvojem življenju. Ali je Bog že napravil kot čudovitega v tvojem življenju? Vas leko to opitam. In jaz vrvljen, ka odgovor na to je, da je že Bog včinil nekaj čudovitega v vaše življenje, v naših življenjih. Vrvljen pa tudi, ka je ne napravil samo eno čudovito stvar, ampak če se ozremo nazaj in podrobneje pogledamo naše življenje, naše korake, našo pot, kje se smo šli, bi mislim, ka leko naštevali in naštevali dobrote, bi leko naštevali blagoslove, ker smo jih že prejeli od Boga. Je ena pesem, ker mi je fest pri srcu in naslov te pesme je Na milijone majhnih čudežev. Na kratko pogledamo samo, ko pravi besedilo te pesmi. Vso moje življenje me obdaja tvoja milost. Ne vem, kako je to možno, saj si tega ne zaslužim in to, da sem danes še tu, je sam čudež. Prejel sem blagoslove, katerih si nisem zaslužil in čeprav sem bil v bolečini, si me ti izpeljal močnejšega iz nje. Resnično je čudež, da sem danes tu.
Vedno znova razmišljam, kako je vse to možno in enostavno tega ne razumem, ampak vem, da vsak blagoslov prihaja od tebe, Bog. Kaj ti prejemam čudež za čudežem in ne morem več šteti, kolikokrat si me ti že blagoslovil, Bog. Ti, Bog, si me spodbujal, da ne bi obupal. Odpiral si mi vrata, katere nihče ne more zapreti. In to, kar si ti naredil za mene, Gospod, nikoli ne bom pozabil. Čudež za čudežev, na milijone čudežev si ti že storil, Bog, in še naprej jih boš delal v mojem življenju. Naš Bog je resnično zvesti tistim, ki njim v veri sledijo. In dejstvo je, da Bog nikoga ne pusti na cedili, ker se njim je popolnoma predal. Zato je še toliko večji blagoslov vsem nam, da vidimo, kaj se nekako odloči za življenje z Bogom. Psalm 18. poglavje 7. vrstica pravi tako: Ko mi je bilo tesno, sem klical Gospoda k svojemu Bogu, sem klical na pomoč. Slišal je moj glas iz svojega templja, moje vpitje je pred njegovim obličjem, prišlo je v njegova ušesa. Zanašajmo se na Boga. Ne samo v slabem, ne samo v preizkušnjah, ampak tudi v dobrom. Tudi v uspehi izkažemo Boga zvestobo, dajmo njime vso slavo in vso čast, ker njime pripada. Obračaj se stalno znova na Boga. Pa če se ti mogoče zdi, ko bogate in male stvari ne zanimajo, joj Bog, naj se jutro vgojno pravočasno prebudim, ko pridem v službo na čas, ko ne bi rad zamudil. Takšne male stvari, še kak fejs ga zanimajo te stvari, tako povedano, kak fejs ga to briga. Če ti nekaj skrbi, potem znaj, da ti Bog želi pomagati, njim leko predaš v veri, to v molitvi, v pogovori z njim. Lepo je ponovno biti med vami in Bogu sem hvaležen, kaj mi pomaga skozi to obdobje okrevanja po operaciji. In znate, ne je bilo enostavno ne biti v cerkvi. Vseeno me ne je bilo 3 tedne v Božjem domu in znate, to se opazi pri človeku, če ne more priti v cerkev in ne prejme duhovno gesti za sebe osebno. Seveda, gre zdaj prek interneta možno spremljati vse mogoče bogoslužja, ampak to vzdušje, slavljenje, molitev in besede je vseeno najbolj pristna oblika duhovne hrane, ker jo lahko prejmeš osebno in direktno, kdo si v Božjem domu. In ne je bilo enostavno biti tako dolgo v kraj od cerkve. In v soboto, da smo bili na mladinskem času, da smo bili ponovno v času slavljenja, poslišam Božje besede. Če se ne je mogel dolgo sedeti, mi je bilo čudovito. Uživati v času slavljenja, uživati v besedi. In te občutek sem pogrešal. Kajti znate, kdo šatan vidi priložnost, ko smo samo malo bolj v kraju od Boga, ko smo bolj oddaljeni od Gospoda, potem šatan to izkoristi za svoj napad na nas. Če sem kristjan, pa ga bi se še lahko pohvalil s tem, ko sem pastorjev sin, je hudič še toliko bolj v pripravljenosti za napad. Ko bi mene, ko bi tebe zamotil in odvrnil v kraj od Boga. Takšne stvari vidimo skozi preberanje Svetega pisma. In tudi že včasih na začetku Biblije štejemo o tom, kako je šatan napadal Evo. In lahko odpremo Sveta pisma v 1. Mojzesovi 3. poglavje in skupaj preštejemo 1. do 6. vrstico. 1. Mojzesova 3, 1 do 6. Kača pa je bila bolj prekanjena, kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: ali je Bog res rekel, da ne smete jesti iz nobenega drevesa v vrtu? In žena je rekla kači: od sadu drevja v vrtu jeva, le z drevesa sredi vrta je rekel Bog,
ne jejta sadu, tudi ne dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Kača pa je rekla ženi, nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog. Poznala bi dobro in hudo. Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo in je jedel. Vsi poznamo te zapis iz stare zaveze. In ne je zdaj moj namen tu prste kazati, tako povedano, kako dosti kračujemo na Evo, ampak oba dva sta bila tu kriviva. Oba dva sta sedala na peloti. In z tega zapisa vidimo, kako je prišlo do prvega greha na zemlji. Ko se zgodi za tem, kdo se to zgodi? Bog je, kot odgovor na to, ko se je zgodilo, izgnal Evo in Adama iz raja. In te raj, iz tega raja, ker je bil posebno napravljen za njivaj, za Evo in Adama. Bog je mogel izgnati Adama in Evo iz raja, tako je preleži mogel izgnati Lucifera iz nebes. Ker je tigratu ta kača, ker je napeljala Evo do greha. Torej vidimo, kako je šatan napadno Evo in povzročil, ka ne upoštevala toga, ko je Bog povedal. Šatan je uspelo, ko je Evino vero v Boga omajal glih tjelko, ko je vrvala tome, ko je povedal šatan. In če pogledamo v Janez 8 poglavje 44. vrstico, zadnja poved te vrstice, Janez 8:44, ko Jezus pravi za šatana. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Hudič, šatan, naš neprijatelj, je oče laži. Znate, on uživa v manipulaciji ljudi, ki jih pripelje do tega, kaj grešijo. In zanimivo je, kar se opazi skozi preberanje Svetega pisma, vse, ko sovražnik leko napravi, je, kaj te proba napeljati, kaj te proba zmanipulirati, kaj ti davle predloge, ko noj napraviš. Pa idi to napravi, pa ne boj prijazen, ne zasluži si. Idi kasneje, vidiš, price eno uro v šoli. On te napeljavlja, ko naj napraviš. Tu je koča leko fizično gučala na glas, je šatan obračal besede in lago, kaj bi probal Emo pripeljati do toga, kaj bi dvomila v besede Boga. Še gnezdin je tak. Sovražnik se špila z našimi mislimi in proba vplivati na naša dejanja v življenju. Samo, kaj bi delali proti tome, ko si pa Bog želi za nas. Na nas je, osebno na nas je, koga bomo poslušali. Mi odločamo konec koncev, komu napravili. Na nas je, ali bomo vrvali lažen šatana ali pa vrvali Božji resnici in delali po veri v Boga. Kako pa ti lahko preprečimo to, kar nas hudič zavede, kar nas ne bi zavedel? Kako to lahko preprečimo? To, kar nosimo v srcih, ko Božjo besedo, Božjo resnico. Z Božjo besedo lahko stavimo vpliv šatana na nas. Če izgovarjamo Božjo besedo, da nas sovražnik želi potegniti v kraj od Boga, da je Božja beseda, resnica, stalno prevladala. To je tudi to, kar je Jezus napravil, da ga je šatan skušaval v puščavi.
dogodek, ker je zapisan v Mateji 4. poglavje 1. do 11. vrstice, kaže, kako se je Jezus postavil proti hudiči, proti njegovim lažem, proti njegovi manipulaciji. Jezus je bil odveden v puščavo in se je tam postil 40 dni in 40 noči. In zapisano imamo prav, kaj je Jezus ob koncu posta postano grato fejst lačen. To je bil trenutek, da se je pokazal hudič. Da je prišel neprijatelj. Da je bil Jezus, bi se lahko predstavljali, slaboten, izčrpani, da je bil Jezus lačen. In ko se je te zgodilo? 3-krat je hudič skušal Jezusa na svoj zviti način prepričati, kaj se odvrne od nebeškega očeta. Jezus pa njime 3-krat odgovori stalno na isti način. Pisano je. Pisano je. Pisano je. In potem Matej 4. poglavje 11. vrstica. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Zaradi svoje zvestobe nebeškemu očetu je Jezus bil tudi na takšen način, vidimo, včasih blagoslovljeni. Zato, ker je Jezus na hudičeve laži odgovoril z resnico, šatan ne mogel nika napraviti. Kdo povemo, ko moramo učiti resnico, je mišljeno, ko učimo Božjo resnico. To, ko je Bog povedal, Božje želje, Božje načela, Božje načrte. In njega druge resnice, kot pa je ta, ker uči Gospod Bog. Če Bog pove, kad je nekaj napravo, potem da se to tudi zgodilo. Njegova obljuba je popolnoma zaupanja vredna. Izaija 55:11 imamo to potrditev zapisano. Izaija 55:11. Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust, ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Božje obljube se stalno izpolnijo. Vsi mi se soočamo z težkimi situacijami v življenju in dejstvo je, kaj je dostikrat tudi žmetno gučati Božjo resnico, kdo ne vidimo rešitve in smo enostavno v velikih skrbeh. Zato pa je še toliko bolj važno nositi in čuvati Božjo besedo v srcih in pa v naših mislih. Kako pa najlažje izgovarjamo Božjo besedo, to Božjo resnico? Dosti izmed nas se je to včilo pri veruki ali pa smo se včili od staršev, zlate vrstice. Znate, te ne so namenjene samo tako deci v veruki, pri veruki, ampak so namenjene vsem nam, kajti vsak izmed nas nica Božje izreke za svoje življenje, za priti skozi življenje. Tega se kot otroci, kot deca ne smo včili samo za voljo lepšega, ko pač to je po programi veroučno, ampak zato smo se to včili, ko bi kot otroci že nosili Božjo besedo, resnico v naših srcih, v naših mislih. Če je Jezus mogel citirati Božjo besedo, koliko bolje moramo še mi nositi v srcih to besedo in jo izgovarjati. Prava vrstica v slabi situaciji proizvede kaj? Vero. In nas spodbudi k zaupanju v Boga. In nas spomni njegove obljube. In nas ukrepi z Božjo močjo. In da se včimo zlate vrstice, jih hranimo v srci in jih hranimo v srcih, ti lahko Sveti Duh da meni in tebi na misel vrstico, ker da nam pomagala najbolje v določenih situacijah.
In to je dejstvo. Spodbujam vas, da se včimo tudi vrstic zdaj, kdo smo odrasli in razmišljanju o preberanju Svetega pisma, kajti kdo da se nam šatom prišel lagati, kdo da nas prišel napadati in nas napelavati, manipulirati, tega leko premagamo samo z Božjo besedo, ker je Bog. In ko potrdite v toga, preštimo Janez 1. poglavje 1-3. Mislim, da večinoma vsi znamo, kaj je to zapisano. Janez 1:1-3. V začetku je bila beseda. In beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. Beseda je Bog. Zato jo nosimo v srcu in obnavljajmo znanje iz Svetega pisma. Kajti to nam je samo na korist. To nam je samo na blagoslov. Vabim vas pa zdaj vse, ko skupaj ponovimo par zlatih vrstic. Zlate vrstice, ker smo mogoče prešteli v Svetom pismi, ker smo se mogoče naučili pri veruki. In to bomo imeli zdaj kot eno malo ponovitev znanja. Nemo ocenjivo, ne se počati. Filipljanom 4:6-7. Znamo, kot tam piše. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Kakšna čudovita vrstica. Da si v skrbeh, ti Bog pravi, nič ne skrbite. Ko kolegi predaj meni v molitvi, v pogovori, delaj za to, da boš v moji prisotnosti, pravi Bog. Kateri psalm je najdolgši? 119. In prav v tom psalmu imamo podano, zakaj naj Božjo besedo nosimo v srca. Psalm 119, 11. vrstica. Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. Nosim Božjo besedo v mojo srce, da bi lahko bil tebi zvesti Bog. Ka ne bi šel v grešno življenje. Ka ne bi grešil zoper tebe. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Že imam gor 17. vrstica. Od spore levo ne gledate. 2. Korinčanom 5. poglavje 17. vrstica. Štokoli je v Kristusu, je nova stvaritev. Toliko je bilo, če je bilo predano Bogu, je minilo. Nova pot se začne z Jezusom. Efežanom 2, 8-9. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Bog zna tudi upozoriti. Pazi, ne so samo dobra dela vaša. Dobra dela ne do odrešena. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri. To je ne iz vas, ampak to je Božji dar. Pregovori 3, 5-6, to je ena izmed mojih najljubših vrstic. Pregovori 3, 5-6. Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Zaupaj v Gospoda z vsem, ko si. In da se poskrbi za tebe. Ali je ne to čudovito?
Jeremija 29:11. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Naslednja vrstica, se spomnim, kada smo še imeli staro kvinjo, je bila gor zalepljena, takšen zlati emblem bil na kvinjsko pohištvo. Jozue 24:15. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Zdaj, tudi, če preštemo malo više, Jozue goči, vi leko vrljate, ko mi ščemo, glej, leko imate toga pa toga Boga, leko imate toga pa toga. In ti pravi na konci te vrstice, jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Ljudje leko delajo, ko še okoli nas. Mi pa pridemo do te odločitve, kam bomo služili Gospodu vsak še dan, znova in znova. Potem nadaljevanje. Navezano stopno na to vrstico, Rimljanom 8:28. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Že prej smo čuli, Bog ima za nas načrt. In te, ker ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Tem, za katere je Bog dal načrt, ker je pazil po načrti. In to smo vsi mi. Matej 11:28-30 vrstica. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Tu zmes je dobro iti, malo zadremati, malo spati. In Bog tudi pravi, jeste tudi lahko do te počitek. In potem naprej, vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. In zdaj sem se spomnil, kako Jezus pravi, učite se od mene. Pa da je bila velika nevihta, pa je Jezus bil v čuni, učenci so bili celi gotovi, ko se dogaja, brez upanja. Ko pa je Jezus delal? Spal. Pa kako pa še zmes iti zadremati. Poslušajmo Boga. Filipljanov 4:19 vrstica, ta je zadnja. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Naš Bog je bogat. Nebesa imamo v Svetom pismu nekaj malo opisano, kako da zgledalo, ampak to si mi ne moramo predstavljati, kakšno veličastvo je to. Je pa bogat tudi z nečim drugim. Je bogat z milostjo, je bogat z ljubeznijo. In če se predamo Jezusu Kristusu, do naše potrebe, naše srca, naše misli izpopolnjene z njegovo milostjo, z njegovo ljubeznijo. In to je samo eno par vrstic Božje resnice iz Svetega pisma. In vas spodbujam, ko preberate Biblijo in se počutujete, izpisujete vrstice, ker vas spodbujajo k veri v Boga. Zalepite se jih na hladilnik, na ogledalo, na pohištvo, v avto, na armaturo, za ozadje si dajte na telefoni ali pa na računalniki. Dajte se jih na mesta, ko boš spomnjeni na to, kako je naš nebeški Oče dober. V preizkušnjah jih izgovarja na glas. In izgovarja jih ne samo na glas, ampak v veri. In potrudi se jih včiti na pamet, kajti tako lahko premagamo neprijatelja. Ti neprijatelja lahko premagamo, ker je želi mene in tebe spraviti v kraj od Boga. V kraj od
načrta, ker ga ima za tebe, za mene planiranega. Kdo te šato še zavesti od Boga, na prvom mestu išči pomoč, zatočišče na svet, modrost, odgovor pri Bogu. Bog nas posluša in čaka, ko se mi odločimo za resnico. Enostavno je namreč živeti v grehi. Pa, vsak še po svoje, se pa ta malo se tako povem, naure delaš pa to nika ne takšega. Enostavno je pustiti kontrolo v kraj. Biti zvest Gospodi in izpolnjevati njegovo voljo, pa ne stalno enostavno. In se nam dostikrat zdi preveč vsega. Ampak, če zaupamo Gospodi leko sigurnostjo, vrvljamo, kaj je on zvesti tem, ker imajo vero v njega, v njegovo besedo. In še ena vrstica iz Svetega pisma, 1. Korinčanom 10:13. Kdo smo v preizkušnji, se spomnimo na to vrstico, kar nam lahko dostikrat pomaga. 1. Korinčanom 10. pogleda 13. vrstica. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Bojmo zvesti Bogu. In na resnično svete v mojem in tvojem življenju ta zelena luč. Naj smo pripravljeni na vsakšno situacijo zaupati. Kad nemo manipulirani in zavedeni od hudiča, ampak bomo nošeni v naročje živoga Boga. Ker je dal svojega sina, ka bi lahko ti in jaz imela možnost odrešenja, za katerega se moramo dnevno odločati živeti. Živimo te besede ne samo v nedelo na bogoslužje, ampak vsakšen dan našega življenja. Amen. Ja, Gospod Bog, hvala ti za te čas in hvala ti za te tvoje besede in Gospod Bog, hvala ti za Sveto pismo, za tvojo besedo, Gospod Bog, kar resnično lahko preberemo iz dneva v dan, Gospod Bog, in iščemo pomoč od tebe, Gospod Bog, v njej. Resnično, da smo v obdobju preizkušnja in Gospod Bog, da smo veseli, da smo radostni, da bi se lahko stalno obračali na prvom mestu na tebe, Gospod Bog. Kaj bi lahko nosili tvojo Božjo resnico, tvojo besedo v naših srcah in vsakši dan znova se borili za resnico proti grehom. Gospod Bog, hvala ti resnično, ker si ti zvest tem, ker se dnevno odločajo za tebe, Gospod Bog, ker imajo vero v tebe in Gospod Bog, ti si že napravil vse, ko lahko za nas in Gospod Bog. Namreč dal si svojega edinorojenega sina za mene in za vsakšega izmed nas, ko je tu, Gospod Bog. Ko bi lahko bili odrešeni, ko bi lahko imeli možnost priti v večno življenje k tebi v nebesa, Gospod Bog. Hvala ti za vse. Amen. Amen.